Pozdravljeni. Današnji gospodarski intervju namenjamo predstavitvi in promociji uspešnega podjetništva pri nas. To soboto, 21. decembra, namreč v Delu izdajamo posebno prilogo z naslovom Podjetniške zvezde. V njej predstavljamo uspešne, inovativne, razvojne, prebojne posameznike in podjetja, ki kljub krizi uspešno plujejo skozi čeri. Prav tako to soboto na Delovi spletni strani zaganjamo infografiko, v kateri predstavljamo članke iz naše rubrike Ime dneva. In kdo bi lahko bil bolj primeren za današnji pogovor kot uspešen podjetnik? Marjan Batagel iz Postojnske jame. Gospod Batagel, tule pred Postojnsko jamo je 10 stopinj hladneje kot v jami približno. Koliko obiskovalcev se je letos šlo ali pogret ali ohladiti v jamo? Kakšna je bila letošnja sezona? Ja, letošnja je bila v teh časih resnično izjemna. Najbolj zanimivo je pa pravzaprav to, da mi beležimo absolutne rekorde od avgusta naprej. Avgusta je bilo celo skoraj 120 tisoč obiskovalcev, september zaradi košarke je bil samo običajen, zato ker košarka ni generirala naših gostov, rekorden bil pa potem spet oktober in november, torej pomeni, da smo v enem odličnem trendu. Skupno število v jami se bo gibalo okrog 545 tisoč, na vseh naših destinacijah, Predjamski grad, Protousova jama, Pinka, Črna jama, jama pod Predjamskim gradom pa skoraj 800 tisoč obiskovalcev, kar je približno 1/3 vsega turističnega obiska v Sloveniji. Če pogledamo to glede na lani, kakšni so trendi? Ja, trend je v procentualnem smislu približno 4,7% boljši obisk, veliko boljši je pa finančni rezultat, kajti končali bomo s preko 1 900 000 evrov čistega dobička, povečali smo dodano vrednost na zaposlenega, zaposlovanje nam tudi raste, tako da ko nekaj gre. Je pa morda pri temu najbolj zanimivo, da smo opravili eno analizo, ki jo jama še ni imela, in sicer leta 2007 je bilo približno 7% gostov neevropskih iz drugih kontinentov. Letos je bil ta procent 25%, kar pomeni pravilnost naše usmeritve, da smo goste iskali po ostalem svetu, predvsem v Aziji, prebujajoči se Latinski Ameriki, in dosti predvidljivi Ameriki in Kanadi. Kakšni so pa vaši načrti za prihodnje leto? Ja, kar smeli, pravzaprav projekti že tečejo. Največji je odpretje razstavnega paviljona, kjer bo predstavljen kras, nastanek krasa, kajti ljudje, ki pridejo k nam, se morajo najprej s to pokrajinsko enoto srečati, jo razumeti. No in sledila bo pa tudi predstavitev zgodovine razvoja Postojnske jame, ker Postojnska jama je polna presežnikov in mi bomo tam predstavljali samo presežnike. Druge investicije gredo v smer dobrega počutja gostov na promenadi, se pravi ureditev promenade, tukaj veliko dela, najpomembnejše stvari, to pa vedno poudarjam, se pa dogaja v jami. Neprestana skrb za jamo in pa za gosta, ki je v jami, tako da pričnemo z prenovo razsvetljave, to so evropska sredstva, ki jih je država pridobila, s prenovo, čakalnice, ker bomo gosta pripravili na obisk, in pa še veliko drobnih, nujnih del, ki gredo v smislu trajnostnega razvoja, se pravi, težimo k temu, da vse, kar delamo v jami, naj bi njeno stanje izboljšalo. Omenili ste nujnost izvoza tudi na azijske trge. Zdaj, izvoz je tisto, kar slovensko gospodarstvo še najbolj vleče gor, ostali makroekonomski kazalci so bolj šibki. Kaj potrebujemo v tej državi, da bomo imeli še več uspešnih zgodb? Ja, mi se moramo najprej zavedati, da smo zelo majhna ekonomija. 2 milijona ljudi, tudi naš bruto družbeni proizvod je proizvod nekega velikega mesta. Torej, pomeni, da vsak, ki začne z nekim poslovanjem, glede, na vse razpoložljive elektronske medije, se mora obrniti v svet. Svet je dovolj velik, da če imaš dobro idejo, jo boš nekje prej ali slej realiziral. Ali je to turizem, ali je to produkt, ali je to storitev.
V tem okolju bodo pa zgodbe hitreje nastajale, če bomo neko pozitivno energijo, neko željo po uspehu prebudili v samemu sebi. In ne se toliko ukvarjali z državo, kaj nam je vzela, kaj nam še bo, ampak na njo pogledali kot na tisti temelj v družbi, ki dela dobre pogoje. Jaz sem velikokrat rekel, da od te države resnično veliko ne pričakujem pa dobre pogoje poslovanja. To pa ni toliko na nas, da jih presojamo, ko tukaj živimo, ampak dobri bodo takrat, kadar bodo tuje investicije iskale Slovenijo, ker je to prijazno območje za kapital, kjer se kapital počuti varen in kjer se konec koncev da tudi kaj zaslužiti.